V vseh letošnjih oddajah smo spremljali hitre lončke, tokrat pa nas čakajo najhitrejši lončki. Res je, Juš, in zato so danes z nami Luka, Anej, Krištof in Maj, ki so v izboru prek spleta dosegli najhitrejši čas. Luka, koliko časa že treniraš? 6 let približno. Wow, 6 let, to pa je nekaj posebnega. Tak mini profesionalec bi lahko že rekel. Sicer pa, kot vidite, 3 od teh tekmovalcev imajo naše majčke, kar pomeni, da so tekmovali tudi tekom leta. Krištof, kako to, da si se prijavil tudi na tekmo posameznikov? Učiteljica me je povabila in zelo mi je bilo všeč. Super, evo, take potrebujemo. Tako je. Anej, kaj pa ti si kaj analiziral že svoje nasprotnike? Ja, malo sem pogledal po spletu, če so dobri ali ne. Pa ja, ker so v redu, ja. So v redu? Ja. No dobro, ampak vso srečo seveda tudi tebi. Verjamem vate. Ne samo, da so v redu, imamo tudi najboljšega in sicer Maj je bil svojo ekipo prvaka, ne šolo, ampak kako pa gledaš na današnjo konkurenco? Mislim, da so tudi danes konkurenti zelo močni. Ja, ti si ta pravi športnik, dober, politično korekten odgovor. Odlično. Dobro, žreb je določil, da se torej v prvem polfinalu pomerita Anej in Maj. Fanta sta pripravljena? Ja. Potem pa gremo. 3, 4, zdaj! Miren začetek, ampak hiter. Trenutno mislim, da malo v prednosti Anej, ampak tukaj zadnja piramida za oba. Maj je zaključil! Ja, tudi urica je malo nagajala Aneju in prvi finalist tekme posameznih hitrih lončkov je Maj! Bravo, čestitke tudi Anej, odličen čas. Malo se je podrlo na koncu, ne? Hvala lepa, fanta. Gremo kar na naslednji polfinale. Luka in Krištof sta pripravljena. Dajmo se zamenjati. Takole kar malo prostora za Luko in za Krištofa. Takole športno na začetku sta si segla v roke. Fanta sta pripravljena? Ja, aha, razporejene, ja, tako. Ja, še zadnje korekcije. Všeč mi je tudi, da smo 4 v vrsti zdaj z očali, ne? Se vidi, da tudi brihtni ljudje to zlagajo. Dobro, smo pripravljeni? 3, 4, zdaj! Tako je napeto, da je tudi publika utihnila. Ja, tudi vidva Juš, ker so oba spremiva v lončke, kdo bo hitrejši. Luka je zaključil, Krištof tudi zaključuje. Dajmo še malce spodbude za Krištofa. Bravo, Krištof! Takole, ja, tudi drugi polfinale se je tako zaključil in drugi finalist je Luka! Bravo seveda tudi Krištofu. Absolutno. Tukaj je samo en poskus in pred kamerami je precej teže kot doma. Ja, finalista so znana, določimo še velikega zmagovalca. Ali bo to Maj, ali bo to Luka, izvedeli bomo prav kmalu. 3, 4, zdaj! Začetek obeh. Mislim, da je Maj v rahli prednosti in zanačena, gre sta v zadnjo predajo. Konec za Lukata. In Maj tudi zaključuje z odličnim časom. Ja, kakšna nora, hitra tekma je za nami in s ponosom lahko razglasiva zmagovalca prve sezone posameznikov hitrih lončkov. To je Luka! Bravo, Luka, čestitke. Kar čestitajte si še malo med sabo. Vsi ste se odlično izkazali. Ja, to je bilo pa res zelo, zelo hitro. 8 sekund, skratka 2 sekundi boljši čas, kakor pa v polfinalu. Lahko povem sicer, da Luka bo dobil eno lepo nagrado, o kateri bo več povedal Rok. Vsi ostali tvoji nasprotniki pa bodo dobili tudi super nagrade in sicer knjige ter družabne igre. No, Luka, kot veliki zmagovalec pa si danes prilončkal novo igralno konzolo, ki jo podarja Menard Toys. En aplavz še za to. Hvala lepa za vse te nagrade in seveda čestitke. Ja, čestitke vsem skupaj. Tudi v novi sezoni bomo tekmovali v hitrih lončkih, zato pridno trenirajte in se predvsem prijavite. Hvala vsem.